Lepo pozdravljeni. Vedno si prizadevamo v belokranjski obzornik strniti pozitivne zgodbe, ki so v minulih dneh odmevale v Beli krajini. To nam sicer vedno ne uspeva, se življenje piše tudi drugačne, manj navdušujoče zgodbe. A tokrat nismo imeli težav. Začenjamo z laskavimi priznanji, ki se jih veselijo v Semiču in v Črnomlju. Občina Črnomelj je bila letos med 15 naključno izbranimi slovenskimi občinami, v katerih so turistično ponudbo nenapovedano ocenjevali tuji državljani z vseh celin. Na osnovi njihovih ocen je strokovna komisija največ glasov dodelila Dravogradu, poslušalci Radia Veseljak Kranjski Gori, bralci Dnevnika pa Črnomlju, ki je na osnovi glasov Veseljakovih poslušalcev prejel tudi priznanje za drugo mesto v tradicionalni Dnevnikovi izvidnici. Pohvalili so odprtost in pa prijaznost Črnomaljcev, se pravi tudi našega Rica, ker je bilo tudi prijazen sprejem v vodičke, katera je vodila po samem mestnem jedru tisti dan. Mlado Perujko, ki je nenapovedano prišla v Črnomelj 8. februarja, ko je bil ob kulturnem prazniku organiziran ogled mesta, so navdušili tudi mestna muzejska zbirka in ostale vsebine v starem mestnem jedru. Seveda je tudi pohvalila v enem delu našo kulinariko v gostilni Miller, po drugi strani pa tudi pokritizirala sprejem oziroma sobe v dijaškem domu, vendar upam, da bomo to uspeli odpraviti oziroma da bodo v dijaškem domu te zadeve odpravili. To pa je tudi cilj tradicionalne Dnevnikove izvidnice, projekta, s katerim želijo skozi oči tujcev opozoriti na zanimivo turistično ponudbo v slovenskih krajih, pa tudi pograjati tisto, kar bi bilo možno odpraviti, da bi bil kraj bolj prijazen do turistov. V Črnomlju so ponosni, da so se v tem projektu postavili ob bok turistično prepoznavnim krajem, kot sta Kranjska Gora in Zreče. Mogoče čez nekaj let dosežemo tudi ta nivo, res ne z zimskim turizmom na takšen način kot Kranjska Gora in pa Zreče s termalnim, ampak kar se tiče termalnega, mogoče pa tudi to, vendar potrebna je vztrajnost in pa počasno vlaganje. Lansko leto je v Dnevnikovi izvidnici prejela priznanje za turistom najbolj prijazen kraj Metlika. Zato je še kako na mestu mnenje črnomaljske županje, da moramo stopiti skupaj, samo to nas bo rešilo iz situacije, v kateri smo. Bela krajina je očitno zanimiva za turiste. Belokranjci pa bodo morali najti odgovor na vprašanje, kako jih pritegniti v deželo belih brez. Sredi tega meseca pa je prejela prestižno priznanje občina Semič. Med 211 občinami prepoznana kot 6. najbolj razvojno prodorna občina v Sloveniji in prva v jugovzhodni regiji. V okviru projekta Zlati kamen so po 54 različnih kazalnikih preverjali vse slovenske občine in izbrali najboljše. Priznanje za najbolj razvojno prodorno občino so na konferenci Zlati kamen v Ljubljani podelili Škofji Loki, ki po obsegu in številu projektov sodi med najbolj aktivne. Drugo mesto je osvojila občina Ajdovščina, tretje po površini najmanjša slovenska občina Odranci in 6. občina Semič. Bili smo veseli, nekako in presenečeni in tudi dalo nam je nekega zanosa za naprej, da smo na pravi poti in da moramo nadaljevati nekako v tej smeri z nekimi umirjenimi koraki naprej, ampak sigurnimi. Ta analiza v Zlatem kamnu nam je tudi pokazala področje, kjer moramo še kaj narediti, se pravi, imamo še veliko izzivov in verjetno bomo dali poseben poudarek tudi na ta področje, posebno na področje gospodarstva, kar je bilo tudi ugotovljeno. Ampak kljub vsemu smo veseli, da je Slovenija oziroma da smo v slovenskem merilu nekako prišli ob bok tistim tudi številčnejšim občinam z večjimi proračuni, ki lažje parirajo tudi evropskim sredstvom in vsem ostalim projektom. Tako da za tako majhno občino mislim, da je to laskavo priznanje. Še posebej, ker je bila še nedavno občina Semič na seznamu majhnih občin, ki naj bi jih ukinili. No in ravno po kazalnikih aktivnosti smo na samem vrhu v Sloveniji in med te kazalnike aktivnosti pa sodi tudi
proračunska učinkovitost in pridobivanje evropskih sredstev. Se pravi, da lahko ministru Virantu povemo, da smo majhne občine tudi uspešne in da izstopamo po uspešnosti koriščenja evropskih sredstev. Tako da upamo, da bo to tudi nek argument za naprej, da Semič ostane občina. V njihovi strategiji razvoja je še veliko projektov, ki jih nameravajo uresničiti. Tudi letos pa v semiški občini poteka nekaj projektov sofinanciranih z evropskim in državnim denarjem. Še ostajamo v Semiču, kjer Črnomaljski Zik izvaja izobraževalni program spodbujanje prehranske samooskrbe. Gre za projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija in država. Tako da smo v okviru projekta SNIO pripravili 50-urni izobraževalni program, v katerem smo ponudili lokalnim prebivalcem predavanja o spodbujanju lokalne samooskrbe. Gre za predavanja o okolju prijazni pridelavi hrane, o permakulturi, o biodinamiki. V sklop programa sodi tudi predavanje semiškega rojaka Dušana Pluta, rednega profesorja na oddelku za geografijo Ljubljanske filozofske fakultete, ki je zbranim nazorno predstavil prehransko varnost sveta in razloge za nujno potrebno povečanje prehranske samooskrbe v Sloveniji. Stopnja prehranske samooskrbe Slovenije se dramatično zmanjšala in zelo zaskrbljujoče je, da je do tega prišlo tudi v poosamosvojitvenem obdobju. To se pravi, da smo s tem, ko zmanjšujemo samooskrbo s hrano, dejansko povečujemo svoje nacionalno preživetje, torej ogrožamo. V minulih 12 letih se je svetovno prebivalstvo povečalo za 1 milijardo lačnih ust. Kmetijske površine za pridelavo hrane pa so ostale enake. V svetu je vse več ljudi, pridelamo približno enako količino hrane, to se pravi, da če se ne bodo trendi svetovni spremenili, se bo svet srečal s pomanjkanjem hrane in kje bo Slovenija kupovala hrano? Ali bo lahko tekmovala z močno, geopolitično močno Kitajsko na svetovnem trgu? Razmere so resnično zaskrbljujoče, pravi Plut. Se prehranska samooskrba v Sloveniji znaša le še dobrih 50%. Žal se še vedno zmanjšuje, tudi zaradi tega, ker se kmetijske površine zaraščajo in zelo zaskrbljujoče, vsak dan pozidamo 7 hektarjev kmetijskih zemljišč. To se pravi, namesto da bi povečevali oskrbo s hrano, jo zmanjšujemo. V minulem 50-letnem obdobju smo v Sloveniji več kot prepolovili kmetijska zemljišča, zlasti njivske površine. In vedno več hrane uvažamo, zelenjave kar 2/3. Nujno je, da to stopnjo prehranske varnosti Slovenije povečamo vsaj za 20% in s tem bi pridobili 20.000 do 30.000 delovnih mest. Do leta 2030 bi morali v Sloveniji povečati kmetijske površine vsaj za 1/4 in samooskrbo vsaj za 20%, je prepričan Plut. Po mojem mnenju bi morala postati nacionalna prioriteta naše države povečanje prehranske samooskrbe tudi zaradi tega, da zagotovimo preživetje prihodnjim generacijam. Če se svetovni trendi ne bodo spremenili, se bo namreč svet kmalu srečal z velikim pomanjkanjem hrane in tudi vode, ki jo potrebujemo za pridelavo hrane, ki bo postala strateško in politično vprašanje ter element nacionalne varnosti, je prepričan Plut, ki poudarja, da je skrajni čas, da se lotimo lokalne samooskrbe. O hrani bo tekla beseda tudi v naslednjem prispevku, a malo drugače. Bili smo namreč na Krvavčjem vrhu, kjer že 11 let pripravljajo vaško salamijado in štrudlijado. Zmotili smo jih med pripravo večerne prireditve in izvedeli, da je cilj le-te predvsem, da se enkrat na leto srečamo, se poveselimo, pogovorimo. In preverimo, kakšne salame znamo narediti moški in kakšne štrudle speči ženske, dodaja Božek. Zmeraj imamo nekaj vzorcev tam od
do 15, 16, 17 več ni. Ker to je bolj taka manjša zadeva, ki povezujemo bolj vas med sabo, ne. Kljub temu se zadeve lotijo resno in tako je tudi letos strokovna komisija dan poprej ocenila vse salame. Ja, komisija je bila zelo temeljita, dajmo tako reči, ne, glede na letino, kakva je bila, in so zelo zadovoljni. Nismo nobene ovrgli, da bi bila slaba. Na sami prireditvi pa je sledil še glas ljudstva. Vsak kupi en listek ocenjevalni, na njem so 3 točke, 1, 2 do 3, ne? In gre v ta prostor, ko so salame noter in vsak proba vsako salamo in tista, kjer mu je ta boljša, da največje število točk. Praksa minulih let kaže, da je okus ljudstva pogosto drugačen, kot je ocena stroke, pravi Tomaž Požek. Se nam zgodilo, da je tista, ko je zmagala pri strokovni komisiji, ni bila glih najboljša pri glasu ljudstva, ne? Sicer pa ocene niso najpomembnejše. Pomembno je, da se nadaljuje tradicija domačih salam in štrudlov, ki sodijo na mizo vsaki kmečki hiši, pravijo vaščani. Kljub temu, da svinj ni več pri vsaki hiši. Eni se trudijo in vztrajajo pri tem, še pri starih običajih, to so tudi te malo starejši ljudje. Te tam mlajši, ki smo, pa gremo kupiti meso, pa iz tega naredimo, ne. Sicer pa so krajani Krvavčjega Vrha najbolj ponosni na slogo, ki vlada v njihovi vasi, ki ima okrog 80 prebivalcev in skoraj vsi so člani prostovoljnega gasilskega društva. Mi smo eno najmanjših društv v Gasilski zvezi Semič, ustanovljeno v 1930 leta. Imamo približno 60 članov, ne, ampak smo pa vsi aktivni, vsi delamo. In tudi podmladek raste v njihovem društvu, saj mladi ostajajo v domačem kraju. So se začele graditi nove hiše in tudi novi prevzemniki kmetij so, čeprav so to majhne kmetije, ne, ampak se fanti kar zanimajo in punce, da ostajajo doma, ker v mestih veste, kako je, ne. Na Krašnjem Vrhu pa je lepo, saj je to vas, ki ima vse. Ja, to pa imamo. Imamo vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo. Pa tudi novo asfaltno prevleko, igrišče in optično omrežje. Ob tem pa so edini, ki imajo vaško salamijado in štrudlijado. Z Krvavčjega Vrha pa se selimo v Črnomelj, med rože, pa ne takšne, ki so zacvetele v minulih tednih, pač pa vas vodimo na razstavo rož iz krep-papirja, ki so, kot boste videli, prava mojstrovina. V Črnomaljskem pastoralnem centru jih je postavila na ogled Anica Jesih iz Blatnika pri Črnomlju, ki se je te veščine izdelovanja rož iz krep-papirja naučila že v otroških letih. Ko sem bila majhna, stara mama je delala, ne, ogromno, in potem sem ja malo pomagala. Pozneje pa se je lotila dela sama in nadgradila znanje, ki ji ga je dala stara mama. V glavnem se razda. Poznanim prijateljem, zlahti. Povpraševanja, da bi se prodalo, tega pa ni. Ne, v Beli krajini ne. To je hobi, pa mogoče kakšna noč, neprespana noč. Zelo veliko ur in tudi neprespanih noči je Jesihova vložila v izdelavo rož in drugih izdelkov iz krep-papirja, ki jih je razstavila na tokratni njeni prvi razstavi. Ja, ure, ne bi mogla ura povedati, ampak 8 mesecev. In v teh mesecih so pod njenimi prsti nastale zelo različne rože. Okrog 30 različnih cvetov zna izdelati in pri tem Anica uporablja zelo različne tehnike. Svalkanje med težjimi. No pa ene delam z iglami za štrika tudi, drugače da pa škarjami pa raztegeva. Nekdaj je večina žensk obvladala veščino izdelovanja cvetja iz krep-papirja. Skoraj vsaki hiši so bila dekleta in naučile so se od babic in s tem v bistvu krasile domove, kar je pa še bolj pomembno. Prebrala sem, da so ponekod ženske celo prodajale na tržnicah cvetje ali pa so ga v trgovini zamenjale za kakšne priboljške, s katerim so popestrile jedilnik. Jaz se sama spominjam, recimo, ko smo spletali vence v maju mesecu
in ko so vaške ženske so izdelovale iz krepapirja rože in s temi smo okrasili vence in potem vaške križe. Vedno v mesecu maju so se ozaljšali kot vsa narava, tudi križi. In to kljub temu, da je bilo že naravnega cvetja. Ja, samo to cvetje je trajno, a ne? To je bilo kar, prej so vejice ovenele, cvetje je pa ostalo in čez celo leto bilo na križu, sicer obledelo, ampak bilo pa je. Marsikaj so znale ženske izdelati iz krepapirja, tudi šapek belih vrtnic za nevesto ali pa cvetje za nagrobne vence, ki so ga povoskale, da je bilo obstojno, se spominjajo starejši. Mladi pa tega ne znajo več, so pa občudovali razstavljene rože. Izredno lepe, čudovito. Lepo je, lepo. So res. Znate tudi vi izdelovati? Malo, da. Gospa, vi pa znate kaj narediti takega? Delala sem zdaj že čas ne, drugač pa sem. Lepo se to dela. Anica Jesih pa ne dela le rož iz krepapirja. Certifikat izdelek domače obrti imajo tudi njene vezenine, a vesti se ni naučila od stare mame. A ne, to pa nisem znala prej, ampak 7 let hodim v en skupino v Dobliče in se dobivamo v ponedeljkih in tam delamo in tako da sem se tam naučila, delam rešelje. Ročna dela, predvsem izdelovanje rož, jo zelo sproščajo, pravi. Zelo me pomirja in se polnim dušo. Zelo rada pa svoje znanje podaja tudi drugim, zato je v sklopu razstave pripravila delavnico izdelovanja nageljnov iz krepapirja. Marsikaj pa je obiskovalcem, ki jih je bilo zelo veliko, povedala tudi na slovesni otvoritvi razstave, kjer so zapele mlade pevke iz Doblič in otroci iz Črnomaljskega vrtca. Rada se igram, a ena mi najljubša je, a tek moj in mamica sta željo izpolnila. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa smo prihranili še 2 dobrodelna koncerta, ki so jo pripravili člani Belokranjskega društva Sožitje in profesorji ter dijaki Črnomaljske srednje šole. Pojdimo najprej v Semič. Kljub sončni nedelji in zgodnji popoldanski uri je bil tamkajšnji kulturni center poln. Tudi velik del odra so zasedli gledalci, ki so najprej navdušeno zaploskali najmlajšim članom društva Sožitje, ki so prvi stopili na oder. Belokranjsko društvo Sožitje, ki združuje 260 članov, od tega 72 z motnjo v duševnem razvoju, si prizadeva omogočiti čim več osebam z motnjami v duševnem razvoju vključitev v razne programe, izboljšati kakovost njihovega življenja in pomagati njihovim družinam, ki so v socialnih stiskah. Največjo pozornost dajemo tem, ki niso nikamor vključeni v nobeno obliko organiziranega varstva. Potem jim pa pomagamo na domu, jih obiskujemo in jih pripeljamo na društvo, ker imamo vsak teden delavnice. V Sloveniji deluje 51 društev Sožitje, v katerih je organiziranih 15 000 ljudi. Od tega je polovica oseb z motnjo v duševnem razvoju, ostalo pa so člani družin, prostovoljci in strokovnjaki, pravi predsednica zveze Vesela. Da vedno več ljudi, ki nimajo družinskih članov, pomagajo pri delu naših društev in s tem razbremenijo seveda družine. Naša predanost gre našim sinovom in hčeram in vsem ljudem z motnjami v duševnem razvoju povsod, kjer smo, od Bele krajine do Gorenjske in nazaj. V zvezi si že dalj časa prizadevajo za sprejem novega zakona o socialni vključenosti. Ker življenje naših ljudi regulira zakon iz leta 1983. Razumljivo je,
da ne ustreza več današnjim razmeram, predvsem ne ustreza več razmeram na področju uveljavljanja človekovih pravic ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Med najpogostejše motnje članov društev Sožitje pa sodi Downov sindrom. Na začetku nismo dosti vedeli o Downovem sindromu, danes pa so informacije o njem zelo bogate in zato se nam zdi prav kot Društvo za Downov sindrom Slovenija, da te informacije širimo med ljudi in da poskušamo življenje ljudi z Downovim sindromom narediti čim bolj kvalitetno. S posebnimi obravnavami otrok z Downovim sindromom je treba začeti čim prej, tako rekoč od rojstva, pravi Šelihova, ki jo na Belo krajino vežejo posebni spomini. Med drugo svetovno vojno je namreč kot begunka živela v Metliki. Danes se ti otroci, ne večinoma, ampak deloma šolajo tudi v rednih šolah na podlagi inkluzivnega načela šolanja. To je v Sloveniji še zelo slabo razvito, ampak vendar poskušamo odpirati vrata za to, da bi to dosegli. In mogoče sem preveč optimistična, ampak imam vtis, da se v zadnjem času vendarle nekatere stvari premikajo in nekatera vrata vsaj malce odpirajo. Problem pa nastane ob koncu šolanja, saj naša družba zanje ne najde pravega prostora, ko odrastejo, kaj šele delovnega mesta, pravi Šelihova. In seveda bi radi razvili tudi nekatere novejše oblike njihovega zaposlovanja, kot je recimo, to ste morda slišali, gostilna restauracija Druga violina v Ljubljani, kjer so naredili en zelo uspešen poskus, kako je mogoče ne samo ljudi z Downovim sindromom, ampak tudi druge ljudi z motnjo v duševnem razvoju koristno in zaposliti in jih ne izolirati v nekem zavodu ali instituciji, ampak jih pustiti živeti. Z dobrodelnim koncertom v Semiču, ki so ga oblikovali številni nastopajoči iz Bele krajine, pa tudi zveneča glasbena imena z drugih koncev Slovenije, so obeležili tudi 21. marec, svetovni dan Downovega sindroma. Stopnino za koncert in donatorskimi prispevki so zbrali 4555 evrov, ki jih bodo v društvu s pridom uporabili. Ta sredstva bomo pa namenili za socialno ogrožene družine, za letovanje in za nadgradnjo različnih programov, ki se nam kar višajo in dopolnjujejo. Mislim, da je kar dosti potrebnih pomoči, ampak moramo kar sami videti, kje potrebujejo, ker se ne upajo prositi. In pol pa mi sami vidimo, kdo potrebuje in mu tudi doniramo. Zato so v društvu hvaležni vsem donatorjem, obiskovalcem dobrodelnega koncerta z roko v roki in seveda vsem nastopajočim, ki so ga oblikovali. Tudi v črnomaljski srednji šoli, ki jo v 4 izobraževalnih programih obiskuje 287 dijakov, so hvaležni vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi dobrodelnega koncerta, katerega izkupiček bo namenjen dijakom. Glede na gospodarsko stanje v Beli krajini in posledično tudi socialno situacijo v mnogih belokranjskih družinah, smo se odločili, da organiziramo dobrodelni koncert, saj kot veste, srednješolsko izobraževanje zahteva tudi določen finančni vložek staršev. Vendar vedno več staršev ne zmore plačila vseh obveznih in neobveznih šolskih dejavnosti, ki se jih tako radi udeležujejo dijaki, vseh medpredmetnih ekskurzij, projektnih dnevov in podobno, pravi Prusova. In tako se je porodila ideja, da bi dijaki in starši in okolje pomagalo tem otrokom. Ideja se je v bistvu porodila enega poletnega večera, ko sem na Radiu Koper slišala reklamo za dobrodelni koncert v koprski občini in sem pomislila, zakaj pa ne bi tudi mi v Črnomlju, glede na lokalno situacijo, kaj takšnega organizirali. In tako se je Perinovičeva ob pomoči profesorjev in dijakov lotila organizacije dobrodelnega koncerta, na katerem so nastopili viniški tamburaši z Gašperjem Miheličem in skupina Parni Valjak Tribute.
reči, da so bili zelo pripravljeni, takoj so rekli, da ni problem, da to je res ena taka lepa ideja, dobro delo in da z veseljem pomagajo. Z veseljem pa so profesorjem priskočili na pomoč tudi dijaki, ki razumejo stisko nekaterih sošolcev. Mi smo tudi manjša šola, kjer se med sabo poznajo tudi po smereh, se pravi gimnazijec pozna strojnega tehnika in tako naprej. In prijateljsko, bom rekla, solidarnostno so rekli, ja super, gremo. Celotni izkupiček dobrodelnega koncerta, na katerem je bila cena vstopnice le 4 evra, da bi bil dostopen vsem, tudi mladim, bodo shranili na računu šolskega socialnega sklada. In ko bomo opazili socialno stisko, ko bomo opazili, da dijak to pomoč potrebuje, bomo ta sredstva počrpali in tako družini pomagali. So pa v črnomaljski srednji šoli zelo zadovoljni z obiskom informativnega dne na njihovi šoli, ki kaže na dober vpis v novem šolskem letu. Število dijakov oziroma bodočih dijakov je glede na lanski trend se povečal, tako da pričakujemo zelo dober vpis v splošno gimnazijo. Veseli pa smo, da se tudi na belokranjskem, torej črnomaljskem področju dogaja v razvoju gospodarstva, kar se kaže ob prihodu podjetja Krapovič in seveda zelo velik interes za vpis v program strojnega tehnika. Morda pa je k temu povečanemu interesu za njihovo šolo pripomogla tudi nedavno objavljena lestvica slovenskih gimnazij. Ja, ponosni smo na sicer zelo razvpito lestvico gimnazij v Sloveniji. Prepričana sem in stojim za tem, da smo dobra, kvalitetna šola, dajemo trajna znanja za fakulteto in s ponosom povemo, da smo bili 9. gimnazija v Sloveniji. Mogoče pa je bil tudi to namig našim učencem iz Bele krajine, naj se vpišejo k nam. Tako smo tokratni belokranjski obzornik pripeljali do konca. Mi že pripravljamo nove zgodbe, vam pa kličemo srečno do ponovnega snidenja čez 14 dni.